Danes je 300. obletnica posvetitve stolnice oziroma cerkve svetega Nikolaja. Prišlo je v bistvu veliko oseb iz cerkvenega sveta. A je kdo prešprical ta dogodek? Vem samo za enega, za kardinala Rodeta, z upravičeno odsotnostjo je namreč spremlja papeža Benedikta XVI. V Braziliji in ima pač upravičeno, ker je to pač njegova dolžnost, da ga spremlja, če ga povabi. Tako da ni neupravičenih izostankov. Se pa morda malo kdo spraševal, ko je prihajal v smeri proti cerkvi danes pred začetkom te maše, če morda ti zvonovi vedno tako opazno oziroma prepričljivo zvonijo. Samo ob tej priložnosti ali tudi ob kakšni drugi še? V vseh večjih priložnostih, ker je to običajno pritrkovanje. Danes je bilo še posebej slovesno, je pa to čisto iz repertoarja običajnega pritrkovanja. Ni bilo, kolikor jaz vem, kolikor je meni znano, nobene posebne pesmi napisane za zvonove v tej priložnosti. Veliko je bilo splošnega nasprotovanja, veliko težav, velika potreba po sredstvih, veliko zaskrbljujoče pomanjkanje. Zapovejte mi, ali ne ocenjujemo, da je veliko tisto, kar se doseže z veliko težav. Ali ne moremo to veliko stava preimenovati kot velik. Največja pa je bila pri tem ljubljanskem podvigu Božja previdnost, ki je poskrbela za sredstva, s katerim je bilo mogoče to veliko delo izpeljati. Novo cerkev so slovesno posvetili 8. maja 1707 in tega dogodka se danes hvaležnostno spominjamo. Mestna občina ob vsaki večji, bolj dostojni obletnici pripravi veliko slovesnost, običajno s kakšnim ognjemetom. Pa me zanima, če ste tudi vi, oziroma če je stolnica ob 300. obletnici posvetitve tudi pripravila kakšen tak večji ognjemet ali kakšno bolj manjšo zabavo? No, mislim, da je največja slovesnost, ki smo jo obhajali, je bogoslužje v cerkvi, ker pred 300 leti, 8. maja, je bila posvetitev te cerkve in tudi slovesno bogoslužje in zato je najprimernejša obletnica, da jo obhajamo v cerkvi. Navzoči so bili škofje, duhovniki, diakoni, redovniki, redovnice, torej posvečeno osebje cerkve. Potem pa tudi veliko število povabljenih gostov, tudi iz javnega življenja, prav tako iz tujine in pa verniki, kakor so pač na povabilo se odzvali. Tudi po radiju je bil ta prenos in za to priložnost smo imeli tudi neko daljno pripravo. Iz arhidiakonatov so v poznem času vsako nedeljo prihajali na romanje v stolnico in tako spoznavali to cerkev. Sedaj, tik pred obletnico, smo imeli tudi simpozij, zgodovinski simpozij, ki obravnava to vprašanje pred 300 leti, kako je bila situacija, kako je bila zgrajena in posvečena ta cerkev. In danes je pa najprej bogoslužje bilo slovesno z orkestrom, slovesnim petjem, zabava ali pa veselje je pa tukaj, ko je pripravljeno tudi pogostitev za povabljene goste. Torej brez ognjemeta? Brez ognjemeta je bil že zadnji zelo velik ognjemet. Hvala lepa. Samo še to bi vas vprašala, če ste morda pogrešali kardinala gospoda Rodeta? Ne, nismo ga pogrešali zato, ker on bi prišel sigurno, vendar pa je pač bila ta večja odgovornost, ki jo ima, da je v spremstvu svetega očeta, ki je potoval v Brazilijo in je bil povabljen zraven in seveda je tisto njegova prva dolžnost. Pač pa je poslal posebno pismo in gotovo bi tudi duhovno z nami povezal. Najlepša hvala.